Dober večer in pozdravljeni na webinarju Osnove vere in znanosti. Danes začenjamo del o biologiji, ki bo trajal 4 tedne, obravnavali pa bomo nekaj osupljivih tem. Se vidi, da sem biologinja, kajne? Kompleksnost in medsebojna odvisnost. Naslov zveni kot nekaj zelo zapletenega, videli pa boste, da dejansko ni tako. Ali pa bo. Vendar ne skrbite, saj se bom potrudila zadevo olajšati. Tako sem jo naslovila, ker sta kompleksnost in medsebojna odvisnost pomembni lastnosti živih bitij. To jih ločuje od neživih stvari. To meni osebno kaže na potrebo po stvarniku. Začnimo na začetku. Govorimo o biologiji. Kaj torej je biologija? Biologija je veja znanosti, ki proučuje življenje in živa bitja. Stare definicije so vsebovale samo prvi del, to je, da je znanost, ki proučuje življenje. Znanstveniki pa so kmalu spoznali, da ne vemo, kaj je življenje. Tako so dodali še drugi del. Danes nam je dokaj enostavno ločiti med živim in neživim. Sedanje definicije življenja se ne osredotočajo na to, kar življenje je, ampak na to, kaj živi organizmi počno in neživa snov ne počne. Prepričana sem, da te besede zvenijo znano. Živa bitja se rodijo, rastejo in razmnožujejo, potem pa umrejo. Znanstvena različica te izjave pravi, da so značilne lastnosti živih bitij prehranjevanje, vzajemno delovanje in razmnoževanje. Ko govorimo o prehranjevanju oziroma presnovi, ne mislimo samo na hrano in pijačo, temveč na vsako izmenjavo snovi in energije med živim bitjem in okoljem. Vse, kar vstopi v telo ali ga zapusti, je del presnove. Hrana, pijača, dihanje, potenje in druge telesne funkcije, ki se jih spomnite. Vzajemno delovanje se nanaša na interakcijo živih bitij z okoljem. Živa bitja zavzemajo stvari okoli sebe in se različno odzovejo. Ljudje in živali zaznajo dražljaje s svojimi čutilnimi organi, kakor tale pav, ki razpre svoj rep, kadar zagleda samico. Rastline nimajo oči, a prav tako zaznavajo dogajanje okoli sebe in se odzovejo glede na to. Celo najpreprostejša živa bitja, kot so bakterije, zaznajo spremembe v okolju, recimo spremembe svetlobe, temperature, koncentracije snovi, ki so raztopljene v vodi. Običajno se približajo koristnim rečem, kot je hrana, in oddaljijo od nevarnih reči, kot so previsoka temperatura ali strupena snov. Vemo, kaj je razmnoževanje. Gre za zmožnost živih bitij, da naredijo kopijo sebe. Lahko gre za identične kopije, na primer, ko se celica razdeli na 2 enaki, ali za podobne organizme, na primer pri spolnem razmnoževanju živali. Ta lastnost je izrednega pomena, saj je razmnoževanje živih bitij edini znani način za nastanek drugega živega bitja. V davni znanosti so verjeli, da se lahko živa bitja pojavijo čarobno iz mešanice določenih snovi pod določenimi pogoji. Na primer, gnilo meso je po njihovem verovanju obrodilo črve. Obstajali so celo recepti, kako iz žita in starih vlažnih cunj dobiti miši. To so imenovali spontani nastanek, vendar so ga ovrgli, zahvaljujoč nizu elegantnih eksperimentov, ki so jih opravili znanstveniki Redi, Spallanzani in Pasteur.
Redi je steklenico posode, v kateri je bilo meso, preprosto pokril z gazo in dokazal, da so črvi v bistvu ličinke muh, ki se ne pojavijo, če muhe ne morejo priti do mesa in izvleči jajčec. Spallanzani je preprečil razvoj bakterijskih kolonij tako, da je juho zavrel in jo pokril. Pasteur pa je preprečil, da bi se prevreta juha pokvarila, tudi če jo je odkril, tako da jo je prilil v kozarec z dolgim zavitim vratom. Od leta 1855, ko je bila razvita tako imenovana celična teorija, se znanstvena skupnost strinja, da se celice razvijajo iz predobstoječih celic. Ali da vsako živo bitje pride iz drugega živega bitja. Lahko si predstavljate, da je bilo to problem za naturalistične teorije, kajti če je vir življenja treba pojasniti strogo naravnimi procesi, se je moralo na neki točki pojaviti prvo živo bitje, ki se je moralo oblikovati iz nežive snovi. Predlagana rešitev je sledeča. Čeprav je normalno, da celice nastanejo iz drugih celic, so morale biti nekoč v preteklosti posebne razmere na Zemlji, da se je iz kemijskih sestavin v okolju izjemoma pojavila prva živa celica. Ta teorija o pojavu življenja se imenuje abiogeneza. Da bi razumeli, kaj abiogeneza predlaga, je potrebno, da se poglobimo v sestavo živih stvari. Dejali smo, da živa bitja opravljajo reči, ki jih neživa snov ne more. A iz česa so sestavljena živa bitja? Vsi poznate periodični sistem elementov. Brez panike, prosim, nikar se ne izključite. Uporabila ga bom le za pojasnilo nečesa preprostega. Vse, kar sedaj vidite na zaslonu in doma, je sestavljeno iz atomov. Pohištvo, knjige, stol, jaz, rastlina, računalnik in celo zrak, ki ga ne vidimo. Vse je iz drobnih delcev, ki se imenujejo atomi. V to tabelo so znanstveniki razporedili različne vrste atomov, ki obstajajo na svetu. Razporejeni so po velikosti in drugih lastnostih. Poimenovali so jih vodik, natrij, železo, dušik, srebro, uran. Atomi so kakor lego kocke. Iz njih je sestavljena vsa materija na svetu. Vse vrste delcev, ki so na voljo, so v tej tabeli. Vsa živa bitja in vse, kar ni živo, vse je zgrajeno z gradniki iz te tabele. Kakšna je torej razlika med mano in rastlino, ki sva živi, ter med stvarmi, ki niso žive, kot je računalnik ali kozarec ali stol? Obstajata dve glavni razliki. Živa bitja so iz istih atomov kakor druga snov, toda ne v istih razmerjih. Za sestavo živega bitja se ne uporabljajo vse vrste atomov iz tabele, samo nekaj. Teh nekaj se uporabi v velikih količinah. V sestavi živih bitij najbolj prevladujejo ogljik, vodik, kisik in dušik. Potem so tu še natrij, magnezij, kalcij, kalij, klor, žveplo, železo in nekaj drugih. Najpomembneje pa je, kako so ti atomi razporejeni. Atomi običajno niso prosti, ampak se združujejo v skupine ali pakete, ki jih imenujemo molekule. Nežive stvari pa so običajno iz preprostih molekul z nekaj atomi ali atomi, ki so spojeni s preprostim ponavljajočim se vzorcem. Na primer, vsi veste, da se formula za vodo glasi H2O. Vodo sestavljata dva atoma vodika in en atom kisika.
Kisik, ki ga dihamo iz zraka, je prav tako v molekularni obliki. Gre za O2, dva kisika, ki sta povezana. Tudi ogljikov dioksid, plin, ki ga izdihujemo, ima preprosto strukturo CO2. En atom ogljika in dva kisika. Plin metan je CH4, en ogljik in štirje vodiki. Navadna sol je NaCl, natrijev klorid. Kristali soli imajo dve vrsti atomov, klor in natrij, ki skupaj oblikujejo tridimenzionalno strukturo. Klor natrij, klor natrij, klor natrij in tako naprej. V nasprotju s tem pa imajo organske molekule, ki so del živih bitij, veliko večje in bolj kompleksne strukture. Tukaj vidimo beljakovino. Vsaka prikazana kroglica je atom. To je še ena beljakovina in to je molekula DNK. Kot vidite, so atomi enaki. Ogljik, vodik, dušik in kisik, toda način, kako so razporejeni v živih bitjih, je veliko bolj zapleten. Organske molekule imajo hierarhično strukturo. Večje molekule so običajno sestavljene iz manjših enot. Beljakovine so sestavljene iz manjših delov, imenovanih aminokisline, ki so razporejene v točno določenem redu. DNK je iz podenot, ki se imenujejo dušikove baze. Verjetno vam zveni znano, saj gre za znane A, C, T in G. Zakaj bi Bog uporabil enake atome, enake Lego kocke za neživo in živo naravo? Povsem smiselno je. Pravkar smo pojasnili, da si živa bitja izmenjavajo snovi in energijo z okoljem, morajo rasti in zato uporabljajo materiale okoli njih. Rastline potrebujejo vodo in zrak, da rastejo. Kako to počno? Absorbirajo preproste molekule in sestavijo njihove atome, da oblikujejo večje molekule. S temi pa izdelajo stebla, liste, cvetove. Gradnja velikih in zapletenih reči zahteva energijo. In zato se to počne samo čez dan z uporabo sončne svetlobe. To se imenuje fotosinteza. Proizvodnja organskih molekul iz preprostih neorganskih molekul s sončno svetlobo kot virom energije. Nekateri trdijo, da dejstvo, da so živa bitja iz enake snovi kot preostanek planeta, dokazuje abiogenezo. Meni se zdi to bolj dokaz Božje genialnosti. Sveto pismo pravi, naj zemlja rodi rastline, naj vode rodijo živa bitja. Iz česa je bil ustvarjen Adam? Iz zemeljskega prahu. Bog je uporabil materiale planeta kot surovine, da je ustvaril živa bitja in s tem zagotovil, da bomo imeli vedno dovolj Lego kock na dosegu rok, da bomo rastli in rodili nova živa bitja. Vrnimo se k abiogenezi. Vsa živa bitja, celo bakterije, imajo na stotine kompleksnih organskih molekul, kot so proteini in DNK, ki sem jih pokazala. Če bi, kakor pravi naturalizem, prvo živo bitje nastalo iz nežive materije, brez božanskega posredovanja, bi to moral biti naraven proces, zmožen izdelovanja organskih molekul, brez česarkoli živega. Znanstveniki so se v 50 letih trudili odkriti ta proces. Opravili so nekaj eksperimentov, ki vam bodo morda zveneli znani, saj so zasloveli. Najbolj znan je eksperiment Miller-Urey. Eksperiment je bil naslednji.
Sestavili so krog iz nekaj steklenih posod, ki so jih med seboj povezali s cevkami in vanje nalili vodo. Potem so vpeljali različne pline, kot so ogljikov dioksid, vodik in metan, in s tem posnemali domnevno primitivno zemeljsko atmosfero. Vodo so zavreli, da je krožila, in potem dodali elektrošoke. Aparat je bil vklopljen nekaj dni, kasneje so ekstrahirali tekočino in analizirali, kaj je v njej. V vodi so med drugim našli nekaj aminokislin. Rekli smo že, da so aminokisline podenote, iz katerih so proteini. Tole tukaj je protein hemoglobin in verjetno vam je znan, saj gre za zelo velik in zapleten protein iz krvi, ki prenaša kisik. Sestavlja ga 6 proteinskih verig, od katerih ima vsaka preko 140 aminokislin. Naslednjič si bomo to podrobneje ogledali, zdaj pa povem, da imajo aminokisline medsebojno kompleksnost. So večje in bolj kompleksne kakor neorganske molekule vode ali ogljikovega dioksida, toda v primerjavi s celotnim proteinom so vseeno manjše in preprostejše. Običajno aminokisline najdemo samo v živih bitjih. Zato dejstvo, da so v Miller-Urjevem eksperimentu izdelali aminokisline, velja za velik uspeh. Prvi korak v izdelovanju življenja. Eksperiment so večkrat ponovili z več različicami in prilagoditvami, znanstveniki pa so uspeli izdelati veliko sestavin različnih tipov organskih molekul. Niso pa mogli izdelati proteinov ali DNK. Uspelo jim je narediti manjše nepovezane gradnike, kot so aminokisline ali dušikove baze. Da bi razumeli, kaj ti rezultati pomenijo in česa ne pomenijo, bom uporabila primerjavo. Predstavljajmo si, da je celica hiša. Hiša je zgrajena iz gradbenih materialov, je pa veliko več kot zgolj vsota gradbenega materiala. Rezultati Miller-Urjevega eksperimenta so, kot da bi nam uspelo narediti 3 pare opek in en par cevi za hišo. Če dodamo še rezultate drugih eksperimentov iz preteklih 70 let, bi dobili še nekaj električnih kablov, stremena armature za temelje in nekaj desk. To ni hiša, niti ni podobno hiši. Tudi če bi imeli industrijsko skladišče polno materiala za izgradnjo hiše, to še vedno ne bi bila hiša. Da bi vse to postalo hiša, potrebujemo arhitekta, da naredi načrt za hišo in pove, kam spada katera sestavina, v kakšnem vrstnem redu in kako naj bodo med seboj povezane. Da bi gradbeni material spremenili v hišo, bi potrebovali inteligenco in informacije. Isto velja za živa bitja. Za življenje potrebujemo organske molekule, toda skupek organskih molekul ni živo bitje. Znanstveniki, ki delujejo na področju abiogeneze, se zavedajo te težave. Danes je nastanek življenja eden glavnih kamnov spotike naturalističnih teorij o nastanku. Tako težko je, da so se nekateri vdali in odločili, da se rešijo problema tako, da predlagajo, da je prvo živo bitje prišlo iz vesolja. Ta teorija je znana pod imenom panspermija. Leta 2011 je bil znanstveni kongres o abiogenezi, kjer so se zbrali strokovnjaki z različnih področij. Tam so bili mikrobiologi, astrobiologi, biokemiki in tako naprej. New York Times je kongres predstavil s to ilustracijo.
Kjer je toliko premešanih teorij, da je življenje prišlo iz morja, iz ledu, iz vesolja, kaj to pomeni? Pomeni, da dejansko nič ni znano. O tem kongresu je novinar zapisal članek z osebnim mnenjem v Scientific American z naslovom: Pst, ne povejte tega kreacionistom, a znanstveniki nimajo pojma o nastanku življenja. K temu res ni česa dodati. Malo smo omenili zapletenost organskih molekul, naslednjič bomo o tem govorili več. Rada pa bi vas spomnila, da organske molekule niso žive. Če se spustimo na celični nivo, kjer že imamo živo bitje, se kompleksnost eksponentno poveča. Skupaj z njo pa tudi medsebojna odvisnost. Ta koncept je podoben nepoenostavljivi kompleksnosti, o kateri smo govorili na enem prejšnjih predavanj. Rekli smo, da je molekularni mehanizem nepoenostavljivo zapleten, kadar je sestavljen iz več delov, ki skupaj delujejo, da opravijo funkcijo, in če manjka en sam kos, mehanizem ne deluje. Ta definicija je uporabna tudi za molekularne stroje, saj imajo relativno malo sestavin. Ko govorimo o celotni celici ali večceličnem organizmu, pa to ni več primerno reči, saj imajo veliko več delov in vedno je kakšen, ki se ga da odstraniti, ne da bi celica ali organizem umrl. Zato v tem kontekstu namesto nepoenostavljive kompleksnosti raje uporabim kompleksnost in medsebojno odvisnost. Ideja pa je enaka. Živa bitja so sestavljena iz mnogih delov, ki so medsebojno odvisni, da lahko organizem pravilno deluje. Zato se živih organizmov ne da zaporedno izdelovati skozi tisoče ali milijone let tako, da bi dodajali sestavne dele enega za drugim. To medsebojno odvisnost najdemo na vseh nivojih živih bitij. Na primer, na celični ravni najdemo soodvisni odnos med proteini in DNK. To je tema za naslednji teden. Za zdaj jo odložimo, povem pa vam, da je zelo podobna dilemi kokoši in jajca. Brez DNK ni proteinov in brez proteinov ni DNK. Kaj je bilo torej prej? Bakterije in drugi drobni organizmi so enocelični. Živali in rastline pa so iz mnogo različnih vrst celic, ki se organizirajo v tkiva, organe, mehanizme in sisteme. V živalskih organih najdemo tudi visoko koncentracijo medodvisnosti. Pred nekaj tedni je nekdo zastavil vprašanje o očesu in zdi se mi dober primer za današnjo temo. Človeško oko je izredno zapleten organ z mnogo medsebojno povezanimi deli. Je tako sofisticiran mehanizem, da se zdi nemogoče, da bi nastal z manjšimi postopnimi prilagoditvami, kot terja teorija evolucije. Sam Darwin je v svoji knjigi Nastanek vrst priznal, da je misel o evoluciji očesa absurd najvišjega reda. Potem pa je predlagal teorijo, kako bi se evolucija očesa lahko zgodila. Izkazalo se je, da je v živalskem svetu veliko vrst očes. Nekateri črvi imajo v koži celice, ki zaznavajo svetlobo. Potem imamo školjke, katerih celice so enake, a organizirane v vdolbini, tako da zaznajo smer svetlobe. Pri drugih mehkužcih, kot na primer pri Nautilusu, je struktura enaka, a veliko bolj poudarjena, z majhno režo, skozi katero zaznavajo zunanji svet, da si ustvarjajo podobe z uporabo načela kamere obskure. Polži imajo komoro, ki jo prekriva prozorna membrana. Hobotnica pa ima kompleksno oko, podobno človeškemu, čeprav je struktura nekoliko drugačna.
Evolucionisti so to zaporedje očes mehkužcev uporabili, da bi pojasnili, kako se je oko lahko razvilo z mutacijami in naravno selekcijo. Preprostejše oko deluje, ker je zaznavanje svetlobe koristno, potem pa ga je vsaka majhna sprememba izboljšala. Naj vam povem skrivnost o očeh. Celo najbolj preprosto, enocelično, ki lahko zaznava svetlobo, ima nekaj medodvisnih delov, ki so nujni vsi naenkrat, da lahko bitje vidi. Na sliki vidite celico v naši mrežnici, ki se imenuje palčica in je odgovorna za zaznavanje svetlobe. Če človeško oko ne bi imelo leč ali katerega drugega dela, zaradi česar je sofisticirana kamera, če bi imelo samo podaljšane celice, ki jih vidite tukaj, bi lahko zaznali svetlobo in vsaj vedeli, ali je dan ali noč. Kako paličice zaznavajo svetlobo? Na vrhu celice je niz naloženih diskov, ki vsebujejo rodopsin. Rodopsin je molekula, ki je sestavljena iz dveh delov. Proteina z več kakor 300 aminokislinami, ki je na sliki modre barve, in molekule, ki jo dobimo z vitaminom A po imenu retinol. Na risbi je podoben roza ključu. Spodaj je narisan v večjem merilu, da vidite njegovo strukturo. Kot vidite, ima podaljšan del, ki je videti kot navzdol upognjen rep. Zahvaljujoč temu repu je retinol fotosenzitiven, kar pomeni, da je zmožen zaznati svetlobo. Ko žarek svetlobe doseže retinol, se rep izravna in sprememba oblike povzroči, da se retinol odklopi od proteina in zdaj je vsak zase. To je zapleteno in da bi bolje razumeli, si oglejmo naslednjo animacijo. Tako jo bom delila. Vidimo protein in retinol. Ko se svetloba dotakne retinola, se izravna in loči od proteina. Ko celica zazna, da je protein izgubil retinol, pošlje možganom sporočilo, rekoč: zaznavam svetlobo. Ponovimo, kar smo spoznali. Najpreprostejša očesa, ki lahko zgolj zaznavajo svetlobo, potrebujejo protein z več kot 300 aminokislinami, od katerih je vsaka postavljena na določen prostor in natančno pripojena na retinol. Ko se je svetloba dotakne, se to dvoje loči, celica pa se zave, da je prisotna svetloba. Razmislimo malo o neverjetni situaciji, kjer bi se na podlagi nekaterih mutacij pojavila molekula proteina z vsemi aminokislinami na svojem mestu. Tudi retinol bi nastal naključno in tudi to, da se pravilno združita, bi nastalo naključno. Žarek svetlobe doseže protein, protein se loči od retinola, celica opazi, da je zaznana svetloba in potem kaj? Nič. Konec. Retinol v svoji iztegnjeni obliki ne more več zaznavati svetlobe, prav tako pa sta protein in retinol zdaj ločena. Da bi oko spet delovalo, potrebuje nekaj posebnih proteinov, ki iztegnjeni retinol spet upognejo, popeljejo nazaj v protein in ga pripojijo. Ti posebni proteini, ki pomagajo drugim opravljati njihovo nalogo, se imenujejo encimi. O njih bomo več povedali naslednjič. Pomembno je vedeti, da ima celo najpreprostejše oko veliko kompleksnih sestavin, ki morajo biti vse hkrati skupaj, že samo zato, da zaznajo svetlobo.
protein, retinol, encimi, ki pomagajo, da se cikel spet začne. Čeprav celotno oko ni neponovljivo kompleksno, sistem zaznave svetlobe je. Takšne povezave delov, ki so soodvisni, da delujejo, najdemo povsod v biologiji. Če pogledamo ne le v organ, temveč v dovršen organizem, spoznamo, da imajo živali dele, ki so povezani in medodvisni. Žival ne postane celota preprosto z dodajanjem delov enega za drugim. Zelo očiten primer je metamorfoza žuželk. Gosenica je povsem drugačna žival od metulja. Metulj ima noge in krila in se hrani z nektarjem cvetlic po slamici v obliki spirale. Gosenica je naprava za grizljanje listov, ki leze z lista na list s svojim rejenim telesom. Tako sta si različna, da ko pride do metamorfoze, organi gosenice ne postanejo metuljevi. Gosenica se dobesedno prebavi in raztopi, metulj pa se oblikuje v posebne skupine celic, kot bi bil zarodek. Poskusimo si predstavljati, kako bi se lahko metamorfoza žuželk razvila z mutacijami in naravno selekcijo. Nekoč davno je bila gosenica, ki je prestala mutacije, ki so naredile zapredek, v katerem je mirovala in se v njem zakrojila. In konec. Metamorfoza se ne more razvijati korakoma skozi milijone let. Da bi delovala, jo je treba premisliti in programirati od začetka. Gosenica, ki gre v zapredek, že ima v svojem DNK vse informacije za dokončanje načrta, informacije za uničenje gosenice in informacije za izgradnjo metulja. Illustra Media je na to temo posnela krasen dokumentarec z naslovom Metamorfoza. Lahko si ogledate digitalne animacije, kaj se dogaja znotraj gosenice, ko se spreminja. Vidite lahko tudi neverjetni življenjski krog metuljev, monarhov in še druge osupljive reči. In če imate čas, priporočam tudi ogled drugih 2 dokumentarcev iz iste serije, Let in Žive vode. Prvi govori o pticah, drugi o vodnih živalih. V obeh je veliko primerov tega, o čemer smo govorili danes. O živalih z neverjetno zmožnostjo ali s sposobnostjo, ki jih niso mogle dobiti počasi z mutacijami in naravno selekcijo. Končala bi s primerom soodvisnosti, ki daleč presega nivo organizma. Živa bitja nikoli ne živijo sama, ampak so povezana z ekosistemom. V ekosistemu ima vsaka vrsta svojo nalogo. Ima svojo vlogo, ki jo izpolni, in če odstranimo enega teh organizmov, to vpliva na ekosistem. Včasih je celo uničen. Ko pomislimo na pomembne organizme v ekosistemu, običajno pomislimo na velike živali, na primer volkove ali jelene, pa tudi na velike rastline, kot so drevesa, ki sestavljajo gozd. So pa tudi vrste organizmov, ki so nujne za ekosistem in so tako drobcene, da včasih pozabimo nanje. To so bakterije. Naš zadnji primer medodvisnosti so bakterije, ki so vključene v dušikov krog. Rekli smo že, da je dušik eden od atomov periodnega sistema, ki ga je v živih bitjih veliko. Dušik je pomemben, saj je del DNK. Se spomnite, ko smo rekli, da so podenote DNK dušikove baze? Dejali smo tudi, da živi organizmi jemljejo atome, svoje lego kocke iz okolja, kjer živijo. Od kod torej rastlinam in živalim njihov dušik, ko ga potrebujejo? V naravi je dušika obilo, saj okoli 78% atmosfere predstavlja dušik. Izkaže pa se, da je dušik iz atmosfere v skupkih 2 atomov. V taki obliki je zelo stabilen in neaktiven plin. Živali in rastline ga zato ne morejo uporabiti neposredno. Ko dihamo, v pljuča vdihnemo veliko dušika, a ga naše celice niso zmožne ujeti.
Tako hitro, kot pride notri, gre tudi ven. To se dogaja tudi pri rastlinah. Edini organizmi, ki lahko ujamejo dušik iz zraka, ločijo 2 atoma dušika in ju spojijo z drugimi atomi, so bakterije, ki živijo v prsti in koreninah nekaterih rastlin. Te so torej odgovorne, da ujamejo dušik iz zraka ter ga preoblikujejo v molekule, ki jih rastline lahko uporabijo. Rastline ta dušik uporabijo za izdelavo svojega DNK in drugih reči. Ko žival poje rastlino, uporabi dušik iz rastline, da ustvari svoj DNK in vsi so srečni. Kaj pa, če bi bakterije nenehno lovile dušik iz zraka in ga kopičile v prsti, v rastlinah in živalih? Presežek dušika v prsti in vodi ni dober. In poleg tega bi se zmanjšala količina dušika v zraku, kar prav tako ne bi bilo dobro. Izkaže pa se, da obstajajo še druge bakterije, ki opravljajo obraten proces. Jemljejo organski dušik in ga spremenijo nazaj v atmosferskega. Dejansko je to zelo zapleteno, kajti ujeti dušik iz zraka in ga spremeniti v obliko, ki jo lahko uporabljajo rastline, zahteva več korakov. Obstajajo tudi bakterije, ki so odgovorne za vsak korak preobrazbe. Ne bom šla v podrobnosti, samo pojasniti želim, da dušikov krog ne deluje, če nimamo vseh vrst bakterij že od začetka. Živali, rastline in bakterije so med seboj povezane in njihovo preživetje je odvisno od te povezanosti. Ne morete postaviti ekosistema postopoma z manjšimi zaporednimi spremembami. Ne morete sestaviti dušikovega kroga z manjšimi zaporednimi spremembami v dolgem časovnem obdobju. Vem, da sem vam danes podala veliko informacij, ne pričakujem pa, da se boste vse naučili na pamet. Če boste želeli predelati snov, si lahko posnetke znova ogledate na YouTubu ali pa poiščete več informacij v dodatnih virih. Upam, da boste iz današnje teme odnesli vsaj to, kako čudovita so živa bitja in kako neverjetno je pomisliti, da so se sama naredila. Naslednji teden si ogledamo eno mojih najljubših tem z naslovom DNK in načrt.